Tradicionalnega motorističnega blagoslova se je letos udeležilo več kot 5000 motoristk in motoristov z vseh koncev Slovenije, pa tudi iz tujine. To je doživetje, to je zame res dobro. Ja, večinoma kar je. Če vreme dopušča, pa čas, ne? To nam pomeni ena taka tradicija v Mirni peči, pa druženje, pa tako, ne? Na ogled so bili jekleni konjički vseh vrst, nekatere med njimi so izdelali kar vozniki sami. Ja, to smo sami naredili, imamo za projektno nalogo v šoli. Za mesec smo si tak motor za drag race, dirka v pospeševanju. Prireditelji današnjega blagoslova, ki ga je opravil domači župnik, so motoristom zaželeli veliko lepih, predvsem pa varno in srečno prevoženih kilometrov. Ker blagoslov ni avtomat, v katerega vržeš žeton in pride ven, kar hočeš. Gotovo niso verni vsi, ki so prišli na ta blagoslov. Če so pa tisti, ki so pa z vero prišli, so pa gotovo tudi pobrali sadove tega blagoslova. V dogodek vsako leto odkejo tudi opozorilo motoristom ob prihajajoči motoristični sezoni. In vedno jim damo neko popotnico, kaj naj bi bila posebna tema v letošnjem letu. Letos smo si zamislili nekako takole, da tudi počasna vožnja nudi motoristom veliko užitka ali celo več, predvsem pa boljšo varnost. Motociklizem postaja vse bolj priljubljen. Da bi bili užitki v vožnji čim večji, se morajo motoristi na sezono dobro pripraviti. Malo moraš motor pregledati, namazati, napumpati gume, oprati, spucati. Motoristi so sicer najbolj ogrožena skupina udeležencev v cestnem prometu. Število žrtev prometnih nesreč se tako iz leta v leto povečuje. Lani je na slovenskih cestah umrlo 28 motoristov, leto prej pa 17. Ob tem pa je treba poudariti, da se tudi število motornih koles na cestah iz leta v leto povečuje. S programom na današnjem dogodku pa so počastili spomin na lani preminula mirnopeška rojaka, glasbenika Lojzeta Slaka in pesnika Toneta Pavčka. Iz Mirne peči sicer izvira tudi eden najboljših slovenskih dirkačev minulega stoletja, Ludvik Starič.